Na oder vabim današnjo nagrajenko Mileno Zupančič. Nagrado za življenjsko delo na področju filmske igre Bert za leto 2016 dobi Milena Zupančič. Hvala. Hvala lepa, hvala. Hvala slovenskim režiserjem, da so se spomnili name. Hvala za to lepo priznanje. Vesela sem ga. Tudi zato, ker se imenuje Bert. Bert Sotlar ni bil samo izjemen filmski igralec, v mojem spominu bo zavedno ostal tudi čudovit prijatelj in človek. Dvakrat je bil moj filmski oče. In obakrat je bilo tudi po njegovi zaslugi snemanje prijetno, zabavno. In na koncu smo bili vsi žalostni, ko se je naša filmska družina morala raziti. No, žal je že kar precej let minilo, čas ni usmiljen in od mojih prvih filmov do danes je žal mnogo mojih sodelavcev odšlo za zmeraj. Ampak tako pač je, v mojem spominu seveda, in ne samo v spominu, so še zmeraj in bojo in v pogovorih in o anekdotah, o času, ko nam je bilo filmsko nebo najpomembnejše v našem življenju. Ja, vse preveč jih ni več. Ni Matjaža Klopčiča, mimo katerega ne morem, ker mi je poklonil toliko izjemnih vlog. Ja, midva sva redko kdaj kakšen kader snimala več kot enkrat ali dvakrat, ampak to zaradi Matjaževega znanja, zaupanja in nekega posebnega razumevanja, ki je bilo med njim in nami, njegovimi sodelavci. Pa moj partner Polde, in ne samo filmski partner, moj prijatelj, moj kamarad. Lahko je bilo ustvarjati s takim partnerjem toliko različnih zgodb, ki so govorile o tem, kako se spletajo odnosi med moškim in žensko. Ne morem mimo Berte Meglič. Z njo sva se srečali prvič pri filmu Oksigen in potem še pri mnogih filmih. No, to ni bil en tak navaden odnos maskerka, igralka, ne. To je preraslo v neko res veliko prijateljstvo in skupno ljubezen do filma. Berta me je znala tolažiti, znala moje razpoloženje dvigant. Včasih je bilo zadosti samo pesem, ki jo je zapela ob 4 zjutraj na Vibi, ko smo prihajali v Masko zaspani na Margodeni. Berta me je pravzaprav o filmu naučila več kot marsikdo. Ona je bila za vsak kader, ki sem ga posnela, je ona stala za kamero in so imele take skrite dogovore, za katere ni vedel nihče, tudi režiser ne. Ona je ali pomigala z glavo, ali povesila oči, ali z roko. Jaz sem vedela natančno, kaj pomeni in sem vedela, kaj delam narobe. Skratka, potem jih je še seveda mojih dragih prijateljev, saj sploh ne morem vseh našteti, preveč jih je. Od igralcev Dare Ulaga, Duša Počka, Jože Zupan, Bojčeva, in še pa režiserji, Jane Kavčič, Duletič, snemalci Pičo, pa in tako naprej in tako naprej. Skratka, preveč jih je.
No, seveda je res, da je že veliko časa preteklo, kar sem jaz posnela prvi film. Sploh se ne spomnim letnice, ampak vem pa, da sem bila strašno narodna na začetku. To sem bila res tepka čista in zelo, zelo zakompleksana. Se spomnim, pri prvih filmih se mi je tako čuden zdel, ko so merili, ko so ostrili, ne, pa so merili od kamere pa do mojega nosu, no, in jaz sem skozi mislila, Jezus, kakšne težave jim jaz delam s tem svojim prevelikim nosom. Strašno je bilo, no. Preden sem jaz kapirala, da ne merijo mojega nosu, ne. Potem recimo se spomnim, ko sem prvič v filmu Oksigen, pa nič nisem vedela, pa sem morala se sleči do pasu. Jaz sem mislila, da bom umrla od samega hudega. No, ampak sem to naredila in celo to je bilo na plakatu in danes sem zelo vesela, da je to bilo na plakatu in je krasen, a ne. No, potem so me, dosti pozneje, so me večkrat mlade kolegice, mlade igralke, so mi rekle, joj, imam vlogo, sem dobila filmsko, ampak ne vem, če bi, ker so tudi goli prizori. Sem rekla, sam ne bod neumna, veš, kako hiter pride čas, ko ti noben več ne reče, da se sleč. Skratka, film je čudež, ne, film ni buržoazen, pa ne vem kakšen. Film je pravzaprav ena taka pustolovščina. Je pa seveda film vedno tudi sanja. In tisti veliki filmi, te sanje ostanejo za zmerom. Drugače pa nas igralce postavljajo pač na to filmsko nebo publika. In samo ona je pravzaprav tista, ki nas ali postavi visoko, ali nas pa vrže iz prestola. Bila sem po mnogih festivalih imenitnih, Berlin, Cannes, Moskva, Quebec in tako naprej, ampak vam povem, da ne vem, nekaj posebnega in se sploh ne more meriti, je bil včasih filmski festival v Puli. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila ta ogromna arena, ta ogromni auditorij, s to ogromno množico publike in seveda stotinami in stotinami vojakov, mornarjev. In med projekcijo so oni zelo na glas sodelovali z dogajanjem na platnu. In ti si takoj vedel, a si nekaj prav naredil. Jaz se recimo spomnim, ko se je prikazoval film Idealist in je tam prizor, ko se ta Tončka, ne, že vsa štima za ples in je čisto vseeno, kaj z otrokom in rad je s tem napol mrtvim otrokom in jo začne davati. In se je začel slišati odzad, udavi kurvu. To je bilo meni znak, da je dober, ne? No, ali pa recimo pri Žašljarci, ne? Zdaj na koncu, tam je seveda ogromen oder, ne, ko se greš na koncu klanjati in se greš klanjati in seveda otroci pa vsi priletijo, tako kot povsod otroci, ne, v bližino, pod oder, ne. In mi smo tam, mi se klanjamo in takole pod odrom so stali pa tako fantki, kaj s tem, 12, 11, 13 let pa so začeli. Karolina, daj meni. In to je bilo meni pravzaprav največje nagrade, ne. No, da ne bom predolga, ker je bil že film dolg, jaz se ga sploh nisem več spomnila, to je več 30 let ali koliko, tako da je bil zame tudi nov, ne. No, v glavnem, jaz vam moram povedati, jaz imam film rada. Kot gledalec in kot igralec. In še enkrat moram povedati, vesela sem tega priznanja, res. Bom pa takole majhen v oklepaju še rekla, vesela bom pa tudi kakšne vloge, ker za igralca ni večje nagrade kot nova vloga. Hvala lepa.
Na oder vabim še Miho Baloha, ker bi rad nekaj povedal. Milena, ja, kaj, mene vse zapuša, celo štima. Milena, vse si povedala. Sam nekaj bi te pa opozoril. Ta slovenska država, ti Kranjci, premalo cenijo in spoštujejo slovenskega igralca. Ampak, kljub temu se mi zdi, da se je splačalo biti Milena Zupančič. Ljubi moj. Hvala ti, hvala. Spoštovana publika, zdaj vas pa vabim v predverje na kozarček krujnega, pa malo prigrizka, pa da se skupaj poveselimo. Hvala lepa.